Družba, spet sem jaz. Za vse tiste, ki me ne poznate, moje ime je Jana in živim v Mehiki. Dobrodošli tukaj v mojem kotičku, ki se imenuje Mehika. No, današnji video, kot ste videli v naslovu, so zanimive stvari iz Mehike. Najprej bomo govorili o službi. In sicer je zadeva takšna, da je tukaj recimo v službah, v pisarnah, je čas za kosilo od 1 do 2, pa tudi 3 ure se lahko zgodi, da imaš pač čas za kosilo. In večina uslužbencev odide pač iz pisarne, si obišče, ne vem, kakšno menzo, tukaj se reče kosina korida, in tam jim postrežejo s celim obrokom, ali gredo na kakšno stojnice, kakšne takose jesti, ali si pa prinesejo taparji v kosilo, pa si pogrejo in v miru pojedo in potem gredo še ven. Jasno, da so pa delovniki, so pa ubijalski velikih, začnejo ob 9, pa končajo ob 7, 8, zaradi tega, ker je pač ta čas za kosilo je vmes porabljen. Potem je tukaj zelo značilno, da tam, kamor hodi človek v službo, se pričakuje, da se bo sklenilo veliko prijateljstev in poskušajo nek tak pritisk narediti, da je, ne vem, podjetje ena družina in se je zelo prepleten ta osebni in služben del. To se zelo, zelo močno prepleta in običajno čutiš en tak velik pritisk za kakršnekoli, ne vem, rojstne dneve, kakršnekoli slavja, da se ga moraš udeležiti, ker te je povabil tvoj šef. Tudi ko je čas za usesti se za mizo, so razlike. Povabljencem se vedno postreže. Nikoli si povabljena oseba ne postreže sama, to bi bilo pač nevljudno. In ponudi se večkrat isto zadevo. In sicer prvič se smatra, da so Mehičani lepo vzgojeni, če odklonijo, ne, ti ponudijo, ne vem, a boš malo, a ti postreže malo mesa pa krompirja, ne, hvala, ne. In potem majčkeno časa preteče, daj no, a ti lahko postreže malo mesa pa malo krompirja, ne. In potem na drugo ali pa na tretjo varianto potem že rečeš, da ja, ampak se pričakuje, da najprej odgovoriš, da ne. In tudi, ko ti prideš na obisk, tudi če je nepričakovan, kar se velikokrat zgodi, ti ponudijo ne samo kavo, ampak piškote, ampak kar je od kosila, od večerje ali pa kar na hitro kakšen prigrizek pripravijo, res hitro je polna miza. Moram reči, da Mehičani v povprečju, seveda, ne, to zdaj, seveda obstajajo izjeme, niso vajeni hoditi veliko. Tako da, ko so v mestu, to vedno uporabljajo taksije ali pa mikrobuse, to so taki majčkeni avtobusi, ne vem, 2-3 ulice, to je že ogromno za prehoditi in niso vajeni hoditi. In tudi ti mestni Mehičani ne potrebujejo stika z naravo, tako kot se v Sloveniji potrebuje. Ne počutijo se tako zaprte, pa da je treba iti ven na zrak, ne. Oni nimajo nobenih težav s tem in veliko družin je takih, da recimo ob nedeljah pač vstanejo pozno, zajtrkujejo pozno in potem pogledajo 2, 3, 4 filme zaporedoma in je to zanje prečudovita nedelja, sploh ne hodijo nič ven v naravo. Tudi v restavracijah so razlike. Recimo so lahko zelo majčkene restavracije in je veliko natakarjev. Zakaj? Poanta je v tem, da želijo, da je gost zadovoljen in postrežen in da gost ne čaka. Tako da moram reči, da smo kar malo razvajeni tukaj. In sicer lahko natakarja pokličeš z roko, dvigneš roko in pride natakar k tebi in te vpraša, kaj želiš, in potem običajno ti zares hitro prinesejo hrano. Potem, ko je čas, da bi račun, narediš takle signal. Diego la cuenta, no? Yes. In vedo, da prosiš za račun. In večkrat pride vprašati, če je vse v redu, če kaj manjka, če bi še kaj želel. Mislim, da je v njihovi naravi taka osebnost. Po drugi strani je pa tako, da natakar dobi neko minimalno plačo, potem je pa ves ostali zaslužek so pa napitnine. Tako da bolj kot bo gost zadovoljen, več napitnine bo dobil. In vedno, jasno pa, da so pa vedno nasmejani. Zime so pa tukaj grozno zoprne. Moram reči, da so hiše imajo zelo tanke zidove, nobene izolacije in nobenega ogrevanja. Določeni imajo tiste majčkene kakšne ventilatorčke ali majčkene take kot pečice, ampak ker je zadeva popolnoma neizolirana, je to, kot da bi stran metal denar, ker se nikoli niti ne segreje prostor tako, kot bi se moral. Pa imajo sicer tudi v določenih delih Mehike imajo sicer klime, ki jih pol na toplo priklopijo, ampak to ni primerjave s Slovenijo. Enostavno tukaj se zmrzuje in je hladno noter in zunaj,
Zaradi tega pač zima ni moj najljubši letni čas. Druga razlika je tudi ta, recimo, ko se praznuje rojstni dan, ne plača slavljenec, ampak plačajo vsi ostali. Se pravi, ali se pripravi nekaj za slavljenca in se mu plača, ali pa plača vsak svoje in slavljenca pa povabijo. Slavljenec definitivno nič ne plača, tako da to lahko pridejo zoprni nesporazumi. Če imaš ti rojsten dan, pa omenjaš to, ne, vsi pričakujejo, mislim, da te ne rabi skrbeti, da boš mogel ti plačati račun za vse te osebe. Pa potem je še ena razlika. Tukaj je prepovedano pitje alkohola zunaj na ulici, recimo, ali pa v avtu, in to te odpelje policija, če to počneš. Druga zadeva, ki je tukaj zelo običajna za ljudi srednjega sloja pa višjega sloja, imajo večinoma hišne pomočnice zaposlene. To so ženske, običajno iz kakšnih bolj revnih predelov Mehike, včasih celo živijo v isti hiši in potem pospravljajo in kuhajo za družino, v nekaterih primerih pa pridejo, ne vem, vsak dan pa to počnejo ali pa samo določene dneve, tako da ženskam ni treba teh stvari početi ali pa ne vseh. Zajtrki tukaj so gromozanski in to je lahko, ti postrežejo kos mesa, pa prilogo in še zlasti zanimivo, moj oče zmeraj omenja nemehiški zajtrk, je ob nedeljah, ker to lahko človek zajtrkuje ob enih popoldan. Zakaj? Zaradi tega, ker družina spi, ne, ker so utrujeni in potem vstanejo in potem tako bolj počasi pač si pripravijo hrano in ko je pripravljena, se pa pač je, se nikamor se ne mudi. Se pravi, so zanimive ure, kdaj se je in tudi kakšne zadeve. Na to zame je kosilo, ker se tukaj za zajtrk je. Pa še zadnja zanimivost, ki jo bom omenila. Tukaj ne uporabljajmo copat, ampak cela družina hodi v čevljih, cel dan po celi hiši in tudi ni pred sobe, kamor bi se čevlji ali pa škornji shranili, ampak to, kar vsak gre v svojo sobo oziroma v spalnico z njimi. Jaz upam, da se vam je video zdel zanimiv. Če si želite videti še več takšnih vsebin in se še niste naročili na moj kanal, se lahko naročite brezplačno z klikom na kremšnito in boste dobili brezplačno obvestilo vsakič, ko bo kakšna video vsebina objavljena. Se vidimo tukaj prihodnjič. Adijo!